Jaz mogoče začnem, se pravi, s tem na začetku, s paliativno oskrbo sem se resneje srečal tam v času specializacije, ko padeš iz te, se pravi, fakultetne medicine, ki deluje tako ne lih vsemogočna, ampak mnogo mogočna, na realna tla in iščeš tista okna, tiste niše, kje znanjem, ki ga imaš, lahko v resnici vplivaš na zgodbe ljudi, na življenje ljudi. In pač ta področja so se mi vedno zdela tista, kjer se splača posebej se potruditi, se dobro naučiti in skušati potem tam nekaj doprinesti. In področje, ki me je zares navdušilo v tem času, je v bistvu ta paliativna oskrba na način, kot sem jo srečal že takrat s spremljanjem dela, se pravi, mobilne paliativne enote bolnice Jesenice. Že takrat je enoto vodila dr. Mateja Lopuh, jo še danes. In se pravi, tukaj me je navdušilo res to, kako veliko spremembo lahko dobra paliativna oskrba v resnici naredi v življenju teh bolnikov in tudi velikokrat njihovih celih družin ali pa bližnjih, tistih, ki za njih skrbijo. Potem kasneje sem se temu timu priključil, tudi že med specializacijo sem predvsem hodil skupaj z mentorico in vodjo tima dr. Lopuho, potem pa sem začel počasi v timu delati samostojno in pa seveda še vedno tudi zdaj po 6 letih vsakodnevno učiti tistih prvih temeljev postaviti, se pravi, kako doseči pri bolniku z eno napredujočo boleznijo najprej eno mirno stanje, eno kontrolo simptomov in kako jim pomagati iti po poti sprejemanja bolezni. Ti temelji, to je v bistvu tudi običajno tisto, zaradi česar nas spustijo domov oziroma povabijo domov. In ko vzpostavimo to mirno stanje, kontrolo simptomov, ko ustvarimo en prostor, kjer bolnik lahko kljub tej neozdravljivi bolezni, ki jo ima, živi, potem pa seveda je naša naloga, da spoznamo nekako bolnika, njegovo zgodbo in iščemo tiste najprej močne točke, tisto, kjer zmorejo veliko še dosežiti in v tem nas zares velikokrat impresionirajo, kako kljub velikim omejitvam, ki jih bolezen prinese, kakšnih stvari so še zmožni. Pa tudi, da iščemo tista področja, kjer pa mogoče je nek manko, kjer pa je treba še nekaj urediti, načrtovati oskrbo. Zato, da nas potem kasnejši pričakovani potek bolezni ne preseneti, in da smo pripravljeni na stvari, ki se pričakovano zgodijo. Tukaj se vedno znova učim, da večina bolnikov in njihovih svojcev doživlja ta čas napredovale neozdravljive bolezni kot zelo intimen čas. Zato moramo zelo skrbno izbirati zdaj. In večinoma tudi ne želijo v resnici veliko, sploh ljudi, ki jih ne poznajo, veliko različnih takih ljudi v njihovem domu. Zato moramo zelo natančno nekako spoznavati, kje so tiste potrebe,
kjer je mogoče res potrebno, da se še nekdo vključi in vedno prvo poiskati pomoč v krogu ljudi, ki že sicer so bili del življenja teh bolnikov. Jih tam poskušati opolnomočiti in nekako pomagati, jim tudi dati neko okvir, neko zagotovilo, ne, da bo z tega vidika zdravstvenega, ne, da ta del bo poskrbljen, da tukaj bojo vedno imeli pot, kako, kam vprašati, kako narediti, da so opremljeni na eni strani zdravili, ki jih rabijo, in na drugi strani zadosti preprostim in zadosti natančnimi navodili, kako ravnati, ko pride do nekih težav in zapletov. In zelo pomembno, da so redno spremljani pri nas, ne, da bolniki so aktivno vodeni, da tudi če oni ne pokličajo, jih naša koordinatorka vpraša, kako so. In potem tako hodimo to pot z našimi bolniki, se pravi, iščemo tiste mogoče dele, kjer je treba jih kaj podpreti, in hkrati tudi iščemo predvsem tiste dele, ki jim grejo dobro, ne, ko enkrat bolniki so nekako v tem mirnem stanju, ko imajo kontrolo nad simptomi bolezni, ne nad boleznijo samo, in ko tudi do neke mere razumejo svoje stanje, lahko res uresničijo še veliko ciljev. Ne, včasih cilje, ki se nam ne zdijo tako veliki, so pa za njihovo stanje, njihove zmožnosti zares včasih neverjetni. Se pravi, tistem delu nezdravstvenem je na Gorenjskem tudi že nam veliko pomaga društvo Palias, s katerim dobro sodelujemo, odlično sodelujemo. Društvo tudi že v bistvu podpira delo mobilne enote že 15 let ali pa še več, ne, skoraj 20 let. In se je tako prilagodljivo, ne, se odziva na potrebe, ki jih vsak čas ima. Od začetku je bilo res veliko narejenega že v enem krogu za izobraževanje, predvsem zdravstvenih delavcev, domov starejših, za izobraževanje lekarniške mreže, pa potem tudi kar nekaj v enem obdobju za izobraževanje splošne javnosti, za skupine za žalujoče so bile nekaj časa aktivne. Tisto, kar pa je vedno, ne, kar je ves čas dejavnost društva, je pa, se pravi, ponudba nekih takih praktičnih delavnic za tiste, ki se srečujejo z bolniki z neozdravljivo boleznijo, za pomoč pri negovalni oskrbi, kar je mogoče največkrat tisti del, ki umanjka, ali pa kjer tudi bolniki, njihove družine rabijo neko še pomoč. In zdaj včasih, ne, je problem dostopnosti v tem, da ni negovalk, da je treba nekoga tako dobiti, včasih je problem finančen, da si ne morejo plačati negovalke, in tukaj nam velikokrat pomagajo. To so te glavne dejavnosti, pa še podpora na področju čistih materialnih stvari, se pravi, tako pripomočki medicinsko-tehnični za paciente, kot oprema, ki jo rabimo pri svojem delu v mobilni paliativni enoti, veliko je priskrbelo nam to društvo. Tako da to je tako tak kratek oris
tega dela, ki ga delamo v mobilni paliativni enoti, mislim, da se lahko pohvalimo, da tle na Gorenjskem je to res, tukaj smo nekaj korakov pred drugimi regijami. Ta del ima že tako dolgo tradicijo in je dobro nekako bil tekom vseh teh let tudi vključen v preostali sistem, da ni, se pravi, samo mobilna paliativna enota, ampak tudi drugi zdravniki in drugi zdravstveni delavci nekako razumejo način dela in podprejo v bistvu bolnike in jih ujamejo v to paliativno mrežo, rečemo, se pravi tudi, če so bolniki se znajdejo na urgenci v sprejemni ambulanti bolnice, praktično takoj kličejo, ne, če so naši, praktično takoj kličejo k nam zato, da nekako obravnava tudi naprej teče po načrtu, ki smo ga že prej začeli skupaj z bolniki graditi in to tukaj teče res kar zelo dobro, tudi ko primerjamo se z večjimi in bogatejšimi enotami v tujini, takole, ko gremo okrog, so rezultati na te naše regije zelo dobri. Vedno pa so izzivi, ne, vedno so stvari, ki jih rabimo še načrtovati, ki jih je potrebno ali pa bi bilo dobro izboljšati in tisto, kar trenutno jaz vidim, je zagotovo, kar stalnica je eno izobraževanje v tej osnovni paliativni oskrbi za vse, ki prihajajo v stik z bolnikom, ki ima tako bolezen, zato da razumemo način razmišljanja in da tudi konec koncev vsi govorimo isti jezik, ne. Tako se spomnim bolnice enkrat, ko sem bil jaz, mislim, da tretji iz našega tima, ko sem prišel na obisk, je rekla, da ste vi vsi v isto šolo hodili, vsi isto govorite, ne. Tudi v bistvu vsi želimo, da bi nekako ta učinek bil da vsi, ki pridejo v stik z bolnikom, ki ima tako bolezen, gradimo nekako zgodbo naprej, da si jo med seboj ne podiramo. Tako da in tukaj je pač potrebno nekako sproti, ne, ker vedno novi ljudje, mlajši prihajajo in delajo s temi vniki, je treba vedno ta izobraževanja ponuditi, promovirati in nekako na ta način ohranjati ali pa še popravljati ta del. Vedno je izziv zagotavljanje, organizacija negovalne mreže. Tukaj je gotovo v mestih je lažje, je te ponudbe že zdaj počasi vedno več. Včasih je omejitev čisto, da negovalke ne moreš dobiti, včasih pa je finančna omejitev, tako da ta izziv je še vedno zelo prisoten. Pa največji izziv je pa seveda ta, ne, spoznavati bolnika kot posameznika, ga prepoznati njegovo zgodbo in najti tiste dele, kjer spremembo lahko naredimo. In mogoče za zaključek tega uvoda bi zaključil s tem, no, to se mi zdi, mi vedno nekako poudarjamo ta obrat, ne, da paliativna oskrba jo ne dojemamo kot pripravo na smrt, ampak res kot učenje o življenju, ne. Tisto,
kar želimo in kar dojamemo kot uspeh našega dela je, ko vidimo, da bolnik in njegova družina kljub tej težki bolezni, ki jo imajo, uspejo izkoristiti svoj potencial in živeti do tistega zadnjega momenta, ki ga jim življenje in bolezen še pusti na meni. Takrat potem gremo z dobrim občutkom naprej na delo. Toliko za vod.